Štenge, štenge, štenge. Skozi greš tam tak. Kam smo se odpeljali, Maša? Na največje aktivno območje celotne Japonske. Vulkansko aktivno območje, oziroma Mount Aso. Goja Aso je aktiven vulkan, ki se nahaja v središču otoka Kyushu. Je največji aktiven japonski vulkan in eden največjih na svetu. Njegova starodavna kaldera je dolga kar 25 km in v obseg meri ogromnih 100 km. Aso je v nedavni preteklosti izbruhnil že dvakrat, leta 2016 in 2021. Izbruha sta povzročila izpust pepela, plinov in gostega dima, ki so zahtevali evakuacije in imeli močan vpliv na kmetijsko dejavnost. Leta 2016 je serija močnih potresov, vključno z glavnim sunkom 14. aprila, prizadela celotno regijo Kumamoto. Potresna dejavnost je povzročila večjo škodo na zgradbah in zgodovinskih znamenitostih v Kumamotu, vključno z ikoničnim gradom Kumamoto. Tega sva obiskala v prejšnjem vlogu, kjer sem govoril o poškodbah gradu in potresu 2016. Kljub temu pa vulkan Aso še vedno privablja turiste s svojimi edinstvenimi pokrajinami in geološko zanimivostjo, saj predstavlja odlično destinacijo za odkrivanje naravnih čudes Japonske. Dobro jutro. Raziskujemo vulkan in vulkanske hribčke tukaj okoli. Vidimo, bomo šli peš na dva. To je ta tukaj. Pa enega tam odzad, nekje. Tam un moj, da? Ja, on. To so dva v planu, v pacu, da jih bomo danes prehodili. Do kraja gremo bi bila znači 1 ura, 2 ure, ampak mi bomo šli z avtobusu za par centov, pa je to to. Še znam, da doskrat rečem, ampak ta potka je res lepa. Lepo je. Kaj to pomeni? Stopni se do vrha. Štenga do vrha. Te Japonci imajo zelo radi štenge. Povsod. Res je. Same štenge, non stop. Kam god greš. Štenge, štenge, štenge in še enkrat štenge. Se ni tako dosti zahodi sem, skozi greš sem tak. Tam gremo pa gor v krater pogled, z avtobusu iz tam, skozi gor tega parkirišča in pol še gor na vrh in iz tam greš lahko pol še nekaj malega peš in vidiš direkt dol v krater. Mount Unzen, tukaj smo pa mi dva bili. In je tam pa izdaleč, da se je mogla ni videti, ampak tu smo bili, ker je bilo na jezercu in ker so bili vulkanski vrelci voda in paja.
Maša je pospeške dobila, lovi bus. Da bo 5 busov. Tako da zdaj ni vloga, ne morem prav snemati, kako to nori. Situacija je taka, imamo 20 minut do naslednjega busa, ki naj gor zapele. In smo gor ob enih, če gremo z busom. Ura je 1:05. Če gremo peš, znamo priti istočasno kot bus. Tako da nam je začakamo, pa pol za bus plačujemo, tako da gremo peš. In zdaj moramo pač peš 5 busov. Zdaj moramo peš 5 busov. Da se je splačali peš, da bi nam žal. Tako da zdaj gremo po in taki dosti lepi potki. Ja. Še asfaltirana je. Sicer je malo trava zarašča, ampak je asfaltirana. Tukaj na Japonskem čisto vse zrihtajo. Tam, ko smo prej hodili, je bilo prav obrezano. Pač grmovje je bilo obrezano. Grmovje obrežajo, štenge naredijo in čisto vse spedirano. Je pa seveda to, da lahko gospe hodijo v krilah pa v pleksah. Mislim se, oni tipi so to zrihtali v nula. Koliko ljudi smo videli, ki so prišli dobesedno zrihtani boljše, koliko da grejo v službo v pisarno. S psičkom na zlatem povodcu in lepo šeta on gore dole tu po kratajih. Pač tu te pripelje dobesedno bus do mesta in pa greš peš po asfaltni cesti lahko direkt do krataja noter, tukaj da v njega noter ne zahodiš. Da, večina gre tam iz avtobusa dol, na prvi manjši hribček, ki je visok 20 metrov, naredijo 101 sliko, v oblekciji, bez oblekcije, onako gore dole. Mogoče se še s konjčki zapeljejo. Še s konji se zapeljejo, tukaj imajo konje, te lahko šetajo. Ušmekani v nulo. Pa grejo jest. Pa grejo jest in na bus in nazaj dol. Ne, in pa grejo naprej z avtom v krater. Ja, krater in pol nazaj dol. In to je to. Danes smo imela več sreče kot pameti. Prišla smo v Aso, mesto, na glavno postajo. In nismo vedela, ne, na kjer bus moramo, ne, nič nekdaj kaj vozi. Pridemo mi na turistični center, daj gre naslednji bus, pa zdajle, čez minutko. Ne čez minutko, zdaj, točno zdaj. To minutko gre bus. Tam je lega, stojijo. In to smo ga ujela samo zato, ker sem jaz rekla Tomažu, da ne, da bomo zdaj trkidla polko gor, pridemo, da ne prvo bus zrihtamo. Da, iz tega, ker sem se ja pozabil iz mojih Adidas čevljev preobut v Salomonke, ampak smo si kupili dobre čevlje, da take stvari hoditi, nismo kar eni dva papki. Da je videl gospod tam, ko dela v turističnem centru, in kar rekel, greste hoditi v hribe. Nismo mi prišli se sam slikati. Da ni tako simpel za pešiti gor. Možemo najti potko. Tako da smo vzeli bus, dali smo 1000 jenov. 7 evrov. 7 evrov za 2 minute vožnje. Ja, imajo pa pol take bunkere. Tukaj najene, da če bi slučajno do česa prišlo, se greš lahko noter skajt. Zakaj imam masko? Ker je priporočeno, ker so tu dosti poisonous taki stepeni plini pa to, in če imaš malo astmo, take zadeve, sploh ne smeš gore. Zdaj pa, da vidite, kako to izgleda.